Evo jo, končno spet planica, en redkih športov, ki jih ful rad spremljam, skoki poleti, letos še ful zanimivi zaradi vseh prevcev, posebno dveh letos. Tule sem naredil nek povzetek ženskih skokov. Četrtek, se pravi planica 2024. Kratek povzetek Slovenk valjda. Videoposnetek je last Radiotelevizije Slovenije, drugi, tako da ne bom spet gor levo desno pisal disclaimer, itak na dvojkicah tule gor. Moram povedati, čigav je, seveda, pravilno, avtorske pravice, se strinjam, to je treba, ne smemo kar na internetu vse zastojim se iti. Evo, tule 6 naših punc, moram iskreno povedati, da vseh tudi ne poznam, ne, sploh ne na videz. Večinoma vidim gor na tisti desk, pručk. Ampak sem prepričan, da jih bom. Ker naš ženski slovenski skoki se razvijajo. Res, super. Dolgo je trajalo, da smo to tudi ženski del upeljali. So. Ampak fino. Ja, sta tudi brata Prevc veliko na to temo povedala v nekem podcastu. Mislim, da je bil cene bolj vešč z detalji, da je bil problem, da so se skoki razvijali glede na obliko moškega telesa, da pri ženskih je pa drugače bilo, ker je treba spet od začetka raziskati pač to dinamiko, aerodinamiko, telo, vse vemo, boke imamo drugačne, moške pa ženske osebe. Pa še marsikaj drugega. Ampak glavno, da se je to začelo zgoditi, je pa glej, ko imamo zdaj. Globus. Ženski. In to ne prvi, in to ne zadnji. Piči. Vse Slovenke, vseh 6 sem ujela pred mikrofon po prvi seriji za trening, pa prisluhnimo, kaj so povedale, kaj si želijo pred današnjo tekmo. Ja, bila sem zelo vesela, da v bistvu sem bila uvrščena na to tekmo, v bistvu na domačem območju oziroma skakalnici. Ja, od sebe v bistvu pričakujem samo sproščene skoke. Mislim, da sem si čez celotno sezono mogoče v svetovnem pokalu preveč naložila bremena in na koncu razočarana. Tako da to tekmo hočem samo uživati in pač pokazati moje najboljše skoke, tudi tiste iz treninga v bistvu na tekmo in to je to. Moje želje so bile predvsem priti na tekmo in hvala Bogu, par deklet manjka in je meni jih uspel priti na tekmo. Res sem vesela za Niko, da ji je uspel, da bo dvigala kristalni globus in to doma, tako da kaj čemo lepšega. Ja, želim si poskakati kar se da dober. Upam, da bo to ena velika zahvala vsem, ki so teptali skakalnico. Vem, da so imeli zelo veliko težkega dela, tako da se jim iz srca zahvaljujemo, da so vzeli našo tekmo, pa da so nam omogočali še tole tekmo. So dobro pripravili skakalnico? Dober, glede na razmere res vrhunsko. Ja, drugače, zdaj smo iz letalnice prišli, tako da nekako čist tak rezerviran skok, ampak tako je treba pristopiti, nič divjati, zdaj pa ja, treba malo dodati. Ja, mislim, kar veliko enih zamujenih skokov je bilo zdaj iz strani vseh tekmovalk, ki so že skakali, ki so zaključile skoke v Vikersundu, tako da ja, navaditi se treba. Pač mehna skakalnica je, malo bolj drugačna miza, kratka miza in ja, bo treba prej začeti. Nika, samo prosim, povejte nam, danes pred tekmo ste sproščeni, ste vznemirjeni, ste čustveni, katero čustvo pretehta? Verjetno vznemirjenost zaradi same tekme in podelitve, ki kasneje sledi. Imam pa še za opraviti 3 dobre skoke in upam, da se mi to uspe. Nika, samo srečno in uživajte v vašem. The hill is better than it looks like and the wind has stopped. Rain will probably stop in about 10 minutes. Miran Tepeš. Okay, condition is also better than at the beginning? Yes, now we have the last 4 jumpers and then start on time.
Se pravi, Miran Tepeš in Čika Yoshida sta vodja svetovnega pokala in njen asistent sta se pogovorila, kakšne so trenutne razmere. Dejal je Miran, da tisto, kar nas najbolj veseli, da v 10 minutah bi lahko se ta dež ustavil, da so pa razmere stabilne, da veter je nekako pod nadzorom in da se bo tekma začela čez minuto in pol. Spremljamo torej zaključek 13. sezone v zgodovini svetovnega pokala, vse od leta oziroma sezone 11-12, se pravi 2011-12. Spremljamo svetovni pokal, v letošnji sezoni je to 24. posamična tekma. Marsikaj se je zgodilo prvič in mogoče v nadaljevanju tudi o tem, kajti tekma se je začela. Tina Erzar, Slovenija, jo začenja zelo lepo. Erzarjeva že na obeh trening skokih zelo prepričljiva, 92,5 ter 86, tokrat pa 90,5. Omenil si to zaletišče, recimo posamična tekma na mladinskem svetovnem prvenstvu je bila z 20. oziroma 21. na leta. Žirija tekmovanja se je trenutno odločila za nalet številka 17. Tu je naslednja naša, Taja Bodlaj. Slabše smuči so takoj po odskoku zavihale. Besedo predajam Sari Benkovič, ki ima ob sebi Tino Erzar. Tina, začeli ste današnjo tekmo, torej zadnjo tekmo sezone, ponovno skočili zelo dobro, 90 metrov in pol, morate biti zadovoljni. Ja, skok načeloma ni bil še tisti, ki ga želim pokazati, je pa tisto, v bistvu, ki je nek del, ki sem si ga želela pokazati. Ni bil toliko slab, ampak ja, še en skok me čaka in upam, da mi tisto še uspe. Ali dež kaj kvari vzdušje? Pa niti ne, dokler so tega gledalci zvesti, je res lepo in sploh, kaj slišiš gor, dežja sploh ne čutimo. Uspešno tudi v finalni seriji. Hvala. Hvala lepa Sari in Tini. Zdaj pa čakamo na naslednjo Slovenko. Tretja posta po vrsti, Katra Komar. Letos je bila 8. v Beljaku, ljubiteljica manjših naprav. Določena prednost za Slovenke gotovo je ta naprava, tule pa je napravila napako, takoj po odrivu se je videlo, da nekaj ni bilo v redu, zakrivilo je v desno stran. 4. mesto za Kramerjevo, zdaj pa številni gledalci, takole preko palca bi rekel, več kot 3000 se jih je zbralo v izteku velike naprave, spodbuja Emo Klinec, 25-letna Poljanka. Tudi častna občanka občine Gorenja vas Poljane, nekdanja svetovna rekorderka z Vikersunda, prihaja z dobro popotnico. Z tega norveškega letališča, če lahko temu tako rečem, Vikersundske letalnice s 3. mestom, ampak ta preskok je kar zahteven. Upajmo, da bo sedaj dobro ujela skok Ema Klinec. Malo premalo energije na sami odskočni mizi. Tule pa Nika Križnar. Koliko gledalcev je danes prišlo podpret in ta nasmešek pove vse. Dobro se sliši številne gledalce, ki so prišli v iztek srednje skakalnice pod Ponce. Če to ne motivira Nike Križnar, potem ne vem, kaj jo še lahko. In dobre volje je, super je videti nasmejano Niko Križnar. Po norveški turneji je bila kar precej razočarana, predvsem po poletih v Vikersundu, kjer ni dosegla svojega cilja, preleteti 200 metrov. Dobro. Proti treningu je to precej bolje, 86,91, načeloma se skače manj, ona je pa skočila ena redkih dlje. 92 metrov je meril ta njen skok, pa 2 točki in 90 dodatka, poglejmo še enkrat. Glejte, mirno po temu preletu prek hrbtišča, tudi doskok je bil. Naš sodnik je majhen pokresov, je sodnik A, bo izpadel spodaj. 16,5 je dosodil Suzič, 5. mesto za Niko Križnar, kakšen je zaostanek, 3 točke in 4 desetinke. Zdaj pa bomo stisnili pesti za našo najboljšo. Kaj našo? Najboljšo v letošnji sezoni med vsemi. Nika Prevc, Slovenija. Visoko plapolajo slovenske zastave v tem trenutku v izteku. Odločno z mize, tudi ona visoko. Ja, tam okoli malo prek 95 metrov se mi je zdelo.
pa lep telemark, ocene bodo precej višje. Ampak njeno povprečje je bilo nastavljeno na 18,5. Sedaj dobiva 18, 17,5, 17,5 in slovenski sodnik 16,5. Ampak se bo to izbrisalo, se pravi, ena 18-tica in dve 17,5 gresta v seštevek. Mislim, da bi to moralo sedaj zadoščati za vsaj tretje mesto. Ja, lep telemark, ena redkih, ki naredi tak izrazit telemark, zaostanek pa ne bo velik. Na tretje mesto torej Nika Prevc zaostaje za 3 točke in desetinko za Aleksandrijo Lutit. Po prvih 30 oziroma 29 skokih Eva Pinkelik torej vodi za točko in pol pred Aleksandrijo Lutit. Tretja je Nika Prevc, potem na 9. mestu, kot vidite, Nika Križnar, ampak že kar velikim zaostankom, za tretjim mestom zaostaja za 7 točk in 6 desetink. Potem pa naprej naše Tina Erzar na 14. mestu, ampak tudi z nekim upanjem, da lahko v finalu skoči še dlje. V prvi seriji 90,5, potem Ema Klinec je 18. Taja Bodlaj 22. in Katra Komar na 29. mestu. Na tretjem mestu Nika Prevc, ki, kot rečeno, je že zmagovalka letošnje sezone svetovnega pokala. Seveda bodo tudi v finalni seriji nastopile vse tekmovalke, ki so si zaslužile mesto na zaključku sezone. Zdajle pa bomo poslušali, kaj sta po svojem prvem današnjem skoku povedali dve Slovenki. Tu sta Ema Klinec in Nika Križnar, ki je prav tako med najboljšo deseterico po prvi seriji. Pa ja, v bistvu, če ne bi še malo zamudila mize, bi bil ta skok kar dober. Všeč mi je, da sem znala narediti spremembo na tekmi. Sigurno bi si želela še kakšno višje mesto, ampak treba je gledati na napredek. Ta je bil malo slabši, kot ta druga poskusen. Malo sem preveč hotela, pa sem pa malo napadla tam iz mize. Sej točnost je bila kar približno v redu, ampak ja, višja rampa je bila, pa nisem pustila, da bi se malo odnesla mičken dlje. Še en skok je gor, tako da pa uživati zdaj, zadnji skok v sezoni. In vseh 6 Slovenk bomo videli. In prva med njimi je Katra Komar, že pripravljena za svoj finalni nastop. V prvo ji ni pretirano dobro uspelo skočiti, kajti 83,5 metrov je bilo enostavno premalo, oziroma ni bilo dovolj za kaj več kot 29. mesto po prvi seriji. Kot ste videli, žirija tekmovanja nastavlja prvi zalet na mesto 17. Se pravi, vztraja na istem zaletišču, nekako v istih okvirih so razmere ves čas, rahel vetrček v hrbet. No, Katra Komar je skočila kar precej dlje kot v prvi seriji, ker v prvi seriji je bolj, ko bi rekla, se je bolj reševala, kot pa da bi pokazala vse tisto, kar zna. Upajmo, da bo napredovala kakšno mesto. Je pa res tudi, da je Katra Komar kot edina med vsemi v prvi seriji imela skromen, pa vendarle skromno pomoč vzgornika. Tule je Taja Bodlaj, oziroma gledalci pričakujejo drugo Slovenko v finalu. Taja Bodlaj se pripravlja za svoj nastop. V prvi seriji je skočila 85,5 metrov, kot vidite. In zdajle seveda si želi mogoče celo skoka prek 90 metrov. V planici tretja na mladinskem svetovnem prvenstvu. Letos skromno, ne? Prekratko. In pa bomo se preselili k Sari Benkovič, kjer je gostovala Katra Komar. Sara, izvoli. Katra, zadnja tekma sezone je za vami. Škoda, bomo rekli, tistega prvega skoka, potem bi bili še višje uvrščeni, pa vendarle, kako bi jo ocenili? Ja, trening je v redu, prva serija za nič, druga serija pa spet boljša. Smo zaključili, smo lahko veseli za ekipen uspeh, tako da tudi če sem sama malo razočarana, danes se še vsem veselim nekega kristalnega globusa, tako da vse dobro. Smo res zadovoljni s tem obiskom gledalcev tukaj, s temi zastavami. Je Ljubno sigurno svetovni prvak v tem, koliko gledalcev spravi na prizorišče tekmovanj
v svetovnem pokalu za ženske. In tam so pogostokrat stiskali pesti tudi za Emo Klinec. To je njen finalni nastop. V prvi seriji zadržana, kaj pa tokrat blizu 95 metrov, bolj zadovoljna je s tem nastopom Ema Klinec v prvi seriji 88, kaj pa tokrat tudi dobre razmere je imela, odbitek točke in 40, 93 metrov, lep skok. Sifo na prvo mesto, kaj pa Tina? Tina Erzar še enkrat ima priložnost izkazati svoj razkošni talent. Tudi ona poskus pozitivizma. Ja, in upajmo, da bo sedaj zadovoljna s tem skokom. Praktično na vseh skokih, ki sem jo videl, je bila nezadovoljna. V prvi seriji 90,5, na vso moč, tudi ona pri zeleni črti. Tule je predstavitev zadnje deseterice. Avstrijka Marita Kramer jo bo načela, 2 Slovenki pa med njimi. Tudi Nika Križnar, ki napada z 9. mesta, zaostanek je kar velik, 10 točk in 70. Pa Heidi Trosserud, Norveška, mogoče celo najprijetnejše presenečenje prve serije. Liza Eder, Sara Takanashi, potem še ena Norvežanka, Teja Minjan Birset, mogoče celo z najboljšim rezultatom sezone, pa Žaki Zajfridsberger in potem najboljše 3, Nika Prevc z 3. mesta in 2, ki sta preskočili stotico, Aleksandrija Lutit Kanada in Eva Pinkelnik Avstrija. Spet so visoko slovenske zastave, kajti Nika Križnar je pred zadnjim skokom v letošnji sezoni. Ali lahko doda še kaj dosežku z prve serije, 92 metrov, kot vidite, dobitnica velikega kristalnega globusa. Če bi ji uspelo se uvrstiti na stopničke, bi bile tudi 30 njene stopničke v karieri. Ampak za to mora skočiti zelo daleč. A ne bo ji uspelo, to se je zdaj malo polomilo. Zelo na kratko je šlo vse skupaj, ni bilo pospeška, 89 metrov. Zoran in pomočnik Anže Lautižar sta povesila glave, kajti želja je bila večja, kot je Nika realizirala. Vseeno pa je treba Niki za sezono kar čestitati, je naredila kar nekaj lepih rezultatov v tej sezoni. 5-krat na stopničkah, 1 zmaga, 4 tretja mesta, pa ne nazadnje tudi zmaga na tekmi dvojic. Skratka, dobra sezona, trenutno pa na 3. mestu. Ob navdušenju številnih gledalcev v Planici nastopa tudi zadnjič letos in to ne bo zadnje dejanje današnjega dne. Nika Prevc bo danes dvignila veliki kristalni globus. Ali si lahko preiskačeš še tvoje 13. stopničke v karieri, 12. letos. Srečno Nika Prevc, lepo je zajela, dobro. Stopničke so kakšne višine. Nika Prevc je prihranila najboljše za finale, tudi sodniške ocene lepe. 3x18, 1x18,5, 1x17,5, se pravi 18-tice gredo v zbir in to bo prevzem vodstva. 97,5 metrov je meril ta skok, reprezentanca je zbrana, celotna šesterica je tule v izteku. Nika Prevc je torej vrgla rokavico preostalima 2 tekmovalkama. Tukaj veselje trenerja in pa pomočnika. Zoran Zupančič globus, pozdrav puncam in vodstvo. Nove stopničke, torej 20. stopničke v letošnji sezoni za Slovenijo pred domačimi navijači. In Nika visoko smučmi pred tem čudovitim občinstvom, ki je v tem deževnem vremenu spremljano najboljše. In rumena majica bo ostala v njeni lasti. 3. mesto danes. 2. je bila Kanačanka Aleksandrija Lutit, tudi Cuznar je dobro namazal njene smuči. Nobenega dvoma pa, katera je bila danes najboljša. Skočila je najdlje in si enostavno zasluži to zmago, svojo 15. v karieri. Eva Pinkelnik, Avstrija. Kako lepo je zaključiti sezono s takšnim skokom, ki vam je uspel v drugi seriji, torej vašim najboljšim danes? Ja, pač sem stopnjevala, pač je majhna skakalnica in to danes ni bilo dosti za kakšen bolj rezultat, ker sem si ga še vedno želela, to je dejstvo. Ampak ja, pač, če bi bilo še več skokov, bi sigurno prišla do še boljšega, ampak ja,
občutek v zraku, pa da na koncu stisneš pest, je največ, kar lahko z čist sezone ven za konec neseš kot skakalec noter. Sicer svetovna prvakinja prav na srednji skakalnici, ampak vemo pa, da ste tudi odlična ledalka, tudi zdaj že lahko rečemo nekdanja svetovna rekorderka. Bi si še bolj želeli, da bi bil zaključek tamle malce višje na ledalnici? Ja, to seveda, ali pa vsaj na eni zraven, ampak jaz bi v tem priliki pohvala in se zahvala organizatorjem, ki so v skoraj nemogočem vremenu zrihtali skakalnico, je za moje pojme v super stanju in ne vem, je poseben občutek na domačih tleh za zaključiti sezono. Drugače pa ja, znam skočiti na vseh skakalnicah, je pa malo odvisno od forme, če sem malo slabši formi, na večjih lažje, ampak tudi tlele sem nekaj naredila in ja. Tina, zelo lepo ste zaključili sezono, v kateri smo vas takole malce pobliže spoznali na tekmah svetovnega pokala, na katerih ste dosegli nekaj izvrstnih rezultatov, pa seveda potem dobili alpski pokal, celinski pokal, blesteli na mladinskem svetovnem prvenstvu. Če potegnete tole črto pod sezono, ste zagotovo navdušeni, tudi kaj presenečeni nad samim seboj? Ja, sem zelo presenečena, da mi je to uspelo. Mogoče sem malo slutila, da bo vrhunska sezona pred mano. Sami skoki pred zimsko sezono so bili obetavni, potrebno je bilo veliko v bistvu popraviti stvari, ampak mi je uspelo v prvem tednu popravljati, je še veliko v bistvu za popraviti, ampak vseeno je zelo lepo videti, kaj vse sem dosegla to sezono in zagotovo bo ta sezona ostala med eno najlepših, ker ne vem, kaj bi lahko še osvojila in ja, samo še kristalni globus me čaka. Tule so najboljše 3 danes. Na 3. mestu Nika Prevc, Slovenija. To so njene 12. stopničke v letošnji sezoni, 7-krat je bila na 1. mestu, 4-krat na 2. in danes prvič na 3. mestu. 12 stopničk, torej vse, oziroma skupaj pa 13, samo prve stopničke v Hinzenbachu, ko je bila tudi 3., je osvojila ne letos, ne v letošnji sezoni, sezona pa res dobra zaznamovana po imenu Nika Prevc. Tu je 2. mesto, Aleksandrija Lutit, to so njene 8. stopničke v karieri. 4. je na 2. mestu in še zmagovalka Eva Pinkelnik, Avstrija.